vame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav. Sliko smo se preselili v Maribor, smo v Ljudskem vrtu, pred nami pa je še zadnja tekma 20. kroga. Mariborčani gostijo Aluminij. Oziroma to bo najverjetneje tudi ključ do uspeha za Maribor v ligi. Maribor, ki ima zdaj priložnost in ni gola, neverjetno. Sudani je bil tam pri odbiti žogi po najprej strelu Jakupoviča z roba kazenskega prostora, potem pa prekršek nad Sudanijem. Če bo natančen, vsekakor pa velika preizkušnja za Elana Jovanoviča. Iličić ali Jovanovič, zanesljivo po sredini, Josip Iličić in v 9. minuti Maribor vodi, ima pa tudi igralca več, tako da začetek kot iz nočne more za Roberta Pevnika in njegove varovance. Z atraktivno potezo zaposliti soigralca, pa mu to ni uspelo. Ni se še povsem sprostil Barišić, zdaj morda Jakupovič v priložnosti, Jakupovič in gol! Maribor vodi z 2:0, 24. minuta, zelo enostavna akcija, brez kompliciranja in Jakupovič je na koncu natančno zaključil ter potrdil odlično formo iz pripravljalnega obdobja, zares lepa podaja v prostor. Iličić, obrača se Josip Iličić, pa Širvis in še ena podaja proti vrhovcu, ki bo zagotovo na tekmah. Zdaj Jakupovič, Jakupovič in krasen gol! Za 3:0 Maribor je torej pritiskal za povišanje vodstva in uspel s tole minimojstrovino Arnela Jakupoviča. Krasen strel in Jakupovič je zdaj pri 8 zadetkih. Iličić nazaj, Repas in Strajnar, zdaj lahko nekdanji član Domžal poda v kazenski prostor, našel je Sudanja, Sudani in gol! 37. minuta, Maribor viša prednost, 4:0. No, tole pa je zdaj sila neprijetno za Aluminij. Gol bo podal Sandro Jovanovič, ki ima 5 asistenc v tej sezoni. Nevarna podaja in tudi nevaren strel z glavo. Tam je bil Aleksandar Zelkovič pozabljen od vseh branilcev. Iličić, tu je zdaj Jakupovič. Jakupovič za Sudanija in gol! Ni prepovedanega položaja, kako nesebična poteza pa Arnela Jakupoviča, ki je tu zelo skromno odreagiral, ko bi lahko šel sam po hat-trick, pa na koncu torej podal proti Sudaniju. Ta je bil v boljšem položaju. Še mladi 18-letni Tine Čuk bo vstopil, igralec, ki mu je debi ponudil na Bonifiki Radovan Karanović. Zdaj priložnost za hat-trick in gol Arnela Jakupoviča. 80. minuta, Arnel Jakupovič oddaja kandidaturo za najstrelca
te sezone. Tule je zdaj njegov tretji današnji zadetek, skupno pa že 9. v tej sezoni. Kar se tiče boja za obstanek, je sicer v prejšnji sezoni za 8. mesto zadostovalo 36 točk, medtem pa veliki trenutek za 18-letnega Tineta Čuka, ki se veseli svojega prvenca. Tule je torej Maribor je prišel do želenega, začel tale spomladan. Ante Šimunža, čestitke za zelo visoko zmago. Dejali ste, da se bo v napadu odprlo na novinarski konferenci pred tekmo, da pričakujete, da se bo izboljšal napad, no, ampak najverjetneje niste pričakovali, da bomo po tekmi govorili o tem, da je vaša ekipa dosegla 7 golov, tako da vas to zelo veseli, vsaj predstavljam si. Najbolj pomembne je 3 točke, oziroma najbolj pomembne so 3 točke, da so fantje dobili samozavest, kar se tiče občutka na igrišču. Da sem del, da se nam bo odprlo, da se nam slej ko prej bo, enostavno, ker smo prihajali priložnosti in to, kar sem že rekel, da mi je bilo zelo všeč tudi v pripravah, da se niso izogibali priložnosti. To je zelo pomembno, da so vztrajali, da smo vztrajali v svojih principih in seveda, da naša tekma je zelo visoka, izražena popolnoma naša dominanca. Dejstvo je, da smo sami prisilili nasprotnika, da je prišel v deficit, kar je zame zelo pomembno. Po drugi strani pa razen 3 točke, doseženih 7 zadetkov, je to samo ena tekma. Voljni moment je tudi v drugem polčasu ostal na zelo visokem nivoju. To vas najverjetneje tudi zelo veseli, ne? Da fantje niso popuščali, tudi rezervisti so se skušali dokazati. Jaz bom tako se vas popravil, mi imamo začetih 11 in potem pridejo noter še 5 igralcev, tako da zame, tako sem že dejal na novinarski pretekmo, da zame je prva ekipa vseh 20-24 z vratarji. Tako da to je zelo pomembno in dejstvo je, da lahko dvignemo ritem, dejstvo je, da lahko umirimo tekmo in tukaj doseženi zadetki plus 2, potem ko smo zamenjali, pomeni, da so fantje osredotočeni in pomembnost vsakega posameznika na tekmi je tukaj zelo pomembna. Čista mreža brez prejetega gola, še eno dejstvo, ki vas najverjetneje veseli, da je ostalo po pripravah, ne, kjer ste samo enkrat v bistvu prejeli takrat tiste 3 zadetke. Kako ste danes videli igro v obrambi, ko fantje sicer niso bili veliko pod pritiskom, ko pa so bili, pa so dobro odreagirali? Odigrali zelo dobro, da pa niso bili pod pritiskom, je pa zasluga njih, ker so bili zelo visoki, agresivni, nasprotnikov onemogočali praktično vsako zadevo, tako da čista mreža zelo pomembna. Robert Pevnik, tisti vaš načrt se ni izšel za voljo izključitve že v 8. minuti. Videlo se je, da ste želeli v uvodnih minutah stopiti visoko, biti agresivni, ampak kaj se je potem zgodilo s fantje? Je bil šok enostavno prevelik ob gostovanju v Ljudskem vrtu? Enostavno, Maribor ima to individualno kvaliteto. Ja, smo imeli tisti napad tam, ki bi se lahko boljše iztekel. To je pa bila, se mi zdi, edina situacija v prvem polčasu, potem izključitev, igralec Mej. Slabo smo odreagirali, Maribor si je ustvaril priložnost, ima individualno kvaliteto, izkoristil tega igralca Mej in na koncu nimam svojim igralcem nič za zameriti, so se borili, so res, niso preveč imeli, nismo bili kombinatorni, ampak so zborili, so stekli. Treba dati glave skupaj, v petek je že Koper in pozabiti jutri dobro regeneracijo, narediti dobro analizo, pozabiti to tekmo in že v petek igramo s Koprom doma. Kaj ste sploh v Podmoru lahko naredili, rekli, ko ste zaostajali že za 4 gole, kako so fantje vse skupaj sprejeli? Enostavno najlažje je treneru, ko vodiš. Je treba dvignati, mislim, da so pokazali drug polčas karakter, da dolgo ni bilo gola, da so se borili. Enostavno, Maribor je danes izkoristil igralca več, bil boljši, zabil te gole in jaz jim čestitam na zelo dobri igri. Nam pa ostane, kot sem rekel, da damo glave skupaj, se dvignemo in v petek prihaja Koper in to tekmo čim prej pozabiti. Hilal Sudani, 2 gola, čestitke za dobro igro in čestitke za pobjedu. Kako ste vi videli utakmico? Sve se je prelomilo tamo v 8. minuti, faul nad vama. Hvala na čestitke, stvarno jako dobro smo ušli na utakmicu i naravno, kad su dobili crveni karton, bila malo lakše za nas.
ali zaslužimo pobjedu, bez obzira šta to, ali jako poštovali smo protivnik. Evo, zabili smo 7 golova, ali bitno da smo pobjedili. To je jako bitno za pozdanje, za sljedeće utakmice. Možda vi najbolje da kažete šta se dogodilo tamo okrog penala, gurno vas je iza leđa igrač pred praznim golom. Da, ali nisam još vidio snimka, ali naravno ja sam skoro zabio gola i meni dirao noga i mislim zasluženo je to penal, ali ne znam ako crveni ili ne. Ali stvarno to je to, mislim. Čestitam svi igračima iz stožera i naše klubi i čestitam isto. Zahvaljujemo naša navijača, danas su došli baš puno daju podršku. Evo, jako smo sretni. Sad zaboravimo utakmice, imamo još utakmica sljedeća, moramo biti fokusirani i bit će isto borba, svaki utakmica bit će borba. Samo je što kako je bilo igrati u prvom sastavu sa Josipom Iličićem. Da, naravno, a Jojo jako top igrača, znamo, evo sad skoro 7 mjeseci da igramo skupa. Evo, jako dobro poznajemo ja i njega i svi ostalog ekipa. Naravno da pokušavamo da napravimo jako dobro stvari, da bitno da pobjedimo i da pomožemo ekipa na naše iskustvo i sve. Evo, jako dobro ide sa sad, nadam se da će biti baš dugo ove kombinacije. Luka Koblar, najslabši možen začetek spomladanskega dela, danes v vlogi kapetana. Kako sploh pospremiti tale obračun, s kakšnimi besedami? Težko je kaj povedati, ampak čim prej pozabi to tekmo. Petek nas čaka, že hitro nas čaka nova tekma v petek s Koprom in tako sem rekel, čim prej pozabi to tekmo in glave gor, nič ni izgubljeno. Hitra izključitev je najverjetneje tisti glavni trenutek tega obračuna, ampak vseeno se je zdelo, da je Maribor potem poletel po igrišču, vi pa ste padli vsaj do odmora. Kaj se je zgodilo po izključitvi in prejetem golu? Je avtomatsko neki šok, ki se je težko potem vrniti. Maribor je danes bil res vrhunski. Treba čestitati za igro in ne vem, kaj z nas to povem. Ja.